Ja, dober dan, dober večer in lahko noč. Dobrodošli v današnji epizodi 17. kritiškega posedka. 13. To je Parallel Universe. In zakaj je to bad? Ne vem, zakaj je bed, ker ni bilo good, ker res nič ni bilo. Kaj pa bi? Šemflet dal zraven, pa oddajal. Ja, komentirali bi našo stanovanjsko ljubljansko krizo. Tam bi naredili 15 flatov, pa vsako sobo bi oddajali za 500 plus stroški. 500 plus stroški, kaj na dan? Ker to si v Biennalu, to je ful izkušnja, sorry. Aktivno, lepo narejeno, dobro naslikano. Ja, sorry, stili so stili. Objektivno lepo naslikano. In tako stili so stili, okusi so okusi. Objektivno. V mojemu lifeu ni ničesar, sam te jebene slike. Pa hude pičke. Drage poslušalke, dobrodošle v 13. epizodi 3. sezone kritiškega posladka, podcasta, kjer se na široko pogovarjamo o vizualni umetnosti in z njo povezanimi prilastki. Danes delava Bienale v Benetkah, 60. je letos in nosi naslov Tujci povsod. Z vami sva Jernej Čuček-Gerbec in Maša Žekš, poslušate kritiški posladek, posedek, kjer klepetava o aktualnih razstavah in ali dogajanju na področju vizualne umetnosti in kulture. K klepetu pa povabiva sogovornike, ki so na tak ali drugačen način vpleteni v sceno. Danes ne, danes sva forever alone in se bova pizdila čez Bienale. Preletela bova top 3 paviljone, top 3 umetniška dela in še posebne omembe, dodatke, najslabše paviljone in tako naprej. Vse omenjene paviljone, umetnike in dela bova polinkala v opis. Če vam je všeč, kar delava z Jernejem, nama lahko na Buy Me Coffee donirate drobiž za kavo. In najlepša hvala tistim, ki ste to že storili. Iskrena hvala za support. Maša, a zapreš vrata za sabo? Perfekt. Zdaj pa še enkrat. Ne. Lepo pozdravljeni. Poslušate kritiški posed. Posladek. Posladek. Živijo, Maša, dobro jutro, dobro večer, karkoli, kadarkoli pač poslušate. Mogoče deva najprej čistko en splošen vtis na celoten Bienale. Aj sem hotela nekaj o Bienalu povedati najprej. Ravno kar te sprašujem, da mi kaj poveš. Rekel si za vtis ni, jaz sem mislila fakte povedati. Glavno razstavo na Bienalu, torej v tistem velikem paviljonu v Jardinih, letos kurira Brazilec Adriano Pedrosa, ki je prvi južnoameriški kurator v tej vlogi in razstavo je povezal z krovno temo, torej Tujci povsod. K sodelovanju pa je povabil več kot 300 umetnikov iz celega sveta. Nagrado Zlati lev, ki so jo podeli vsako leto, so podelili avstralskemu paviljonu, ki obravnava zgodovino aboriginov, in pa novozelandskemu kolektivu Mataaho, ki se posveča življenju in znanju Maorov. Zdaj, vsebinsko vodilo letošnjega Bienala oziroma glavne razstave, kot je dejal ta Pedrosa, je v bistvu nekako večpomenski. Najprej se navezuje na to, da kamorkoli gremo in kjerkoli smo, srečamo tujce in istočasno, da tudi mi smo povsod globoko v sebi tudi sami tujci. In s tem v mislih si je v bistvu zadal, da bi uresničil nekako najbolj raznolik Bienale do zdaj s predstavitvijo različnih perspektiv, ki jih tovrstni dogodki do zdaj še niso predstavljali. Torej, na osrednji razstavi predstavlja svoja dela 331 umetnikov, ki so povezani s skoraj 70 državami. Poudarek je torej na nekem svetovnem jugu, torej osredotočiti se na umetnike, ki so sami tujci, priseljenci, izseljenci, diaspora, imigranti, izgnanci in begunci. Še posebej fokus na tiste, ki so se gibali med globalnim jugom in globalnim severom. Zdaj, ta ideja za raznolik Bienale, realnost pa je v bistvu nek feeling, da se v bistvu vse ponavlja in da je skozi
To je vse eno in isto, mogoče malo kasneje več o tem. Slovenski paviljon je na letošnjem bienalu v Benetkah umeščen v obliki projekta v javnem prostoru. Gre za projekt konceptualne umetnice Nike Špan z naslovom Skrivnost vrta zate, ki je umeščen v bližnjem parku med vrtovi in Arsenalom, torej v bistvu ni ne v Đardinih, ne v Arsenalu, ampak nekje vmes v javnem placu. Kustos te slovenske predstavitve je Vladimir Vidmar in o tem našem paviljonu bova, upam, da govorila v ločeni epizodi. Zdaj prvič se na bienalu predstavljajo Benin, Etiopija, Tanzanija in vzhodni Timor, Nikaragva, Panama in Senegal pa prvič sodelujejo z lastnim paviljonom. To je nek tak zelo briefen opis. Torej, splošen vtis letošnjega bienala. Meni se je zdel tak nadaljevanje prejšnjih tematik, prejšnjega bienala in ponavljanja oziroma trenutne modene dekolonizacije oziroma predstavljanja vplivov kolonializma in neokolonializma in reševanje te problematike skozi umetnost, kar je zdaj že kar dolgo časa v bistvu nek trend, počasi pa postaja to vprašanje, koliko je to zdaj še iskreno in koliko je to samo sledenje trendu. To je moj vtis, tako čisto na kratko. In ene stvari so definitivno ful v redu bile, kar se tega tiče, tudi zelo dobro predstavljene in sama tema posebej ima še potencial. Po drugi strani pa človek dobi vtis, da praktično bienalu zdaj se izpodrinja vse ostalo. Tako da recimo bomo, ne vem, po recimo 20-30 letih sploh ne boš vedel več, kaj se dogaja v neki državi, ker bojo pač vsi paviljoni pač predstavljali nekaj, kar so kolonizirali. Tako da bo ta prvotni namen bienala malo odpadel. A se ti zdi, da je mogoče v prejšnjih letih prevladoval ta princip na način, da so umetniki posamezne nacije predstavljali svoje umetniška dela in projekte, ki so se ukvarjali s to tematiko, letos pa je stvar obrnjena na način, da so dejansko države posameznih paviljonov recimo povabile prav te ljudi iz teh bivših kolonij, da so oni prevzemali njihove paviljone? Misliš, da je to letos da je tega letos več ali da je isto, sam mogoče bolj izpostavljen, ker je celotna tematika bienala letos takšna, za razliko od 2 let nazaj, ko je šlo v resnici za nek ta hiperrealizem? Mislim, po eni strani mogoče res letos več. To je tudi mogoče zato, ker se je izkazalo iz par prejšnjih bienalov, da je to popularno, da je to nekaj, kar ljudje tudi hočejo videti, kar ljudje nekako pričakujejo, kar v bistvu skupnost na neke umetnosti pričakuje. In se pač sklepam, da letos, pač kot vsak trend, ko se začne razvijati, še povečalo. Ja, je dejansko po mojem več, kot je bilo prejšnja leta. Ampak ne, da je zato, da zgleda, da je več, ampak dejansko ne vem, recimo španski paviljon je bil tak primer tega. Ker na koncu ni bila, se vprašaš, ali je bila izbira zato, ker je to pač ne Španka originalno, ne? Ali je to zato, ker je to dejansko neka reprezentacija tega, kar se dogaja v španski umetnosti. Ta zadeva se tle zgodi, kar je po mojem bo na dolgi rok vprašljivo, kaj sploh prikazujemo z bienalom. Za bienale mislim, če želimo res iti v dekolonizacijo in želimo res dati mesto vsem zapostavljenim nacijam. Moramo ukiniti paviljone. Ne, kaj pa če bi recimo vse paviljone, ki so v Đardinih, prepustili zdaj tistim, ki niso nikoli imeli prostora tam. Ja, sam katerim, recimo, da je teh njih ful velik, nekdo mora zdaj narediti neko selekcijo spet. Tudi bienale historično se je gradil v nekem čudnem principu. Vsake leto je pač prišel nek nov paviljon, dokler je bilo še placa. Ne? No sej, do katere mere je pol kritika te napol lažne krivde, ki zdaj bohti v teh zadnjih bienalih, kjer posamezne paviljone in razstave prevzemajo ljudje iz nekih daljnih domorodnih krajev. Mi, Evropejci, ki pa hodimo to gledati, kle se pa trepljamo po rami, koliko smo fajn zdaj, ko smo njim dali prostor. Ja, pa oni ne morejo prejeti pogledati, to je tudi zelo pomembno, ne? Koliko je pol to dostopno za nekoga iz, ne vem, Nikaragve. Ali lahko pride, ali pa ne vem, iz Paname, ali pa iz Ekvadorja. No, sej tudi to, kar si rekel, tudi če bi te paviljone razdelili med te neke posamezne skupine ljudi, bi jih pač videli samo kuratorji, umetniki, pa 2 producenta. Ljudi, katerih se pa najbolj tiče to, pa tega ne bi videli. Ne? Ja, potem pridemo spet do tega, da... Ačmo kar ukiniti bienale. Ja, čau, hvala.
Itak se ne da tega pogledati normalno. Dajmo, ne vem, 3 države na leto, pa je to. Ne, ker taka recimo primer se mi je zdel tega nizozemskega paviljona, ne? Ko so dejansko, no, se vemo pač Nizozemci, koliko so oni imeli vsega tega ozemlja, na kakšen način so se oni lotili, da so kao dejansko res omogočili temu ljudstvu izmed ene od kolonij, da so pač noter razstavili neke svoje zelo specifične napolverske skulpture narejene iz tega kakava, blata in tako. In potem je noter v paviljonu bila kamera, ki je kao snemala dogajanje v paviljonu in je live streamala dogajanje v paviljonu njim tja dol v vas, kjer imajo oni en mini white cube art project prostor. In oni lahko zdaj gledajo, kako mi kle, celi fancy, gledamo njihov art in smo tako, ja, bravo, Nizozemci, kako ste to dobro naredili, ko se samo zavedate lastne preteklosti, kako ste vi cool. Spet je to, kako ste fajn Nizozemci, ko ste to naredili. Ne? Se Nizozemci so samo omogočili. A veš, to je spet ta virtual signaling v bistvu. No, sej, pravim, še zmer gre, do kere mere gre tukaj še zmer za exploitation in kdaj je iskreno? In nek redemption arc na račun še vedno žrtve oziroma nekoga, ki je bil. Se to pravi, ne? Meni je že samo zaradi tega, ker je to ratal trend, je vprašljivo, koliko je to iskreno, dejansko. Mislim, vse ene stvari so, ni da ne vidiš, rekel sem jih španskega, zato ker sem jih zelo iskren na tem nivoju. No in pol sosednja vrata Nizozemske? Nizozemski je bil tudi po svoj dober način, za razliko med nizozemskim in španskim, tako je, da je ta umetnica, ki je predstavljala španski paviljon, dejansko prebiva v Španiji, če se prav spomnim. Prvič se je zgodilo za španski paviljon, da ni predstavljala Španka po narodu. Tisti ljudje ne vem, koliko imajo dejansko recimo nizozemsko skupnega z nizozemsko razen zgodovine. A so še kaj, je to ljudstvo še kakorkoli povezano z nizozemsko, ima kakšno historično travmo? Ja, samo historično travmo. Mislim, so še povezave, se ne vem, ljudje izseljujejo iz tja na nizozemsko. To so vse razlogi, ki bi jih mogel človek poznati, zato da bi sploh lahko rekel, ja, se to ima smisel, nima smisel. No, sej zato je to tudi tematika, ki terja pol neko prebiranje tekstov in izobrazbo v vsakem posameznem projektu posebej, ne? In ti, ko letiš čez paviljone in čez ta umetniška dela, v resnici na koncu najprej pogledaš stvar, ne? In ta nizozemski paviljon se je meni zdel ful perverzen v resnici, ker so imeli poleg teh kipcev potem zraven še neko video projekcijo, kjer so pač snemali te avtorje teh kipcev in te ljudi, ki tam živijo, brez vsega, v nekih luknjah, razumeš res, in pol cel kao dokumentarc, ampak v resnici, no poglejte, te ljudje so naredili zdaj te kipce na tak in tak način in to je njim ful sveto, a ne, kako je njim to sveto pol en, ki je bil mal tak spolno orientiran kipec, so ga prav tako dal v nek zastor, ne, kao, da to neki in da kako oni, a veš, cenijo to rastlino na tak in tak način, da iz nje izdelujejo to pa to, da je to glavni vir preživetja, bla, bla, bla. Ne, kako je to njim pomembno, ampak bolj nafukajo te kipce tja v ta nizozemski paviljon, dajo nek video, da mi lahko vidimo, kako je to njim zares pomembno. Čau. Tako, ne vem, meni je bilo ful neprijetno v bistvu tam noter. Prav tem nizozemskem? Ja. Okay. Zdaj bi bilo ful bad, če se izkaže, da to sploh ni nizozemski čak. Ne vem, nizozemski ta s čokolado. Nederland, ja. Ja, Dutch paviljon, mislim, da piše Olanda od spredi. Jaz se sploh tukaj sprašujem, kam bo zdaj cel ta trend in to peljalo. Kongo, torej Kongo. Ja. O Kongo se gre. Samo kam bomo prišli s tem trendom, a bo to potem, mislim, a bomo res dosegli cilj, ki ga hočemo doseči, bo res to neka dekolonizacija, a bo to res... Odkimavam. Mislim, a je to sploh ta pravi način še za to, da naredimo karkoli v tej smeri. Ker dejansko, ja, tle še veliko treba narediti, to vsekakor, ampak s tem, da preko nekega bienala rešujemo to problem, je vprašanje, če se sploh kaj reši. Ali se to samo v bistvu gre za spet, kot praviš, ti eksploatacije, za neko izkoriščanje na drugem nivoju zdaj. Damo ljudem prostore in smo s tem naredili vse in se operemo roke in živijo zdravo. In se še malo potrepljamo po ramenih. Pol ostane tudi vprašanje, ker bienale ima pa še v resnici eno drugo pomembno, vsaj za ta del sveta ima pomembno vlogo tega, da dejansko ti lahko pač vidiš na enem kupu umetnost z tega konca sveta in da vidiš, kaj se dogaja, oziroma zdaj tudi razširjeno ven, ne?
da si lahko na tekočem z dogajanjem in s tem, kar delajo, ne vem, drugi umetniki, drugi kuratorji iz sosednjih držav. Point na koncu dneva vseh takih festivalov je, da imaš ti nek pregled. Zdaj, zaradi globalnosti sveta in zaradi dostopnosti stvari bo vedno nemogoče narediti festival, ko bo vsem enako dostopen. Ne. To se bomo mogli vzeti v zakup, razmisliti, kako bi se dalo drugače narediti kaj na tej ravni, ampak če si ti iz stroke, ti je tudi pomembno, da vidiš, kaj se dogaja, ne vem, v Avstriji, če ne greš v Avstrijo na razstave, ali pa ne vem, Franciji. Mene zanima kot nekoga, ki se s tem ukvarja, kaj delajo po teh drugih državah. Itak je še toliko boljše, če lahko vidiš ful več in če bi lahko vse imel na kupu. Sam pač to je tudi nerealistično, sploh za neki tazga, kot je Bienale, ki je potem še pride ta moment avtoritativnosti in tega, da ja, to je pa zdaj the shit in to mora biti in to je art, ki bi ga mogli sledovati in malo zgubi na tem iskrenosti tega, ja, to se dogaja tam. Mogoče ni za vse the shit, ampak to se pač tam dogaja. Mislim, mene bolj zanima ta del tudi. Oziroma upam, da ne bomo zgubili tega dela enkrat. Da ne bo potem samo, mogoče se bo mogel Bienale preimenovati v kaj drugega, The Colonial Festival. No, on that note vidim zdaj, da najni top 3 paviljoni so vsi iz Evrope. Bravo. Moji so iz globalnega juga, kljub vsemu. Albanija pa Malta. Pa Grčija. Okay. Kao! No, hudo, jaz imam Avstrijo, Nemčijo, super. Ok, a bi šla mogoče kar na najne... A je bil sploh kakšen paviljon, ki ni toliko srednjen, ker v resnici ne vem, če imaš nekih afriških paviljonov nekaj, pa še to je v bistvu Južna Afrika, ker vemo, kakšna je zgodovina Južne Afrike. Dobro, imaš Etiopijo, pa Senegal, pa... Ja, dober, Nikaragva, Panama, Senegal. So imeli letos prve paviljone. Razmišljam, kaj še recimo iz Južne Amerike imamo sploh kakšen paviljon. Se ne spomnim, da je bil. Art je bil letos iz Južne Amerike, to vsekakor ima paviljona, pa Mehika mislim, da ga ima. Ok, greva na top 3 paviljone. Zdaj že vemo, kaj je. Ne? Po najni osebni izbiri. Torej, jaz sem izbrala Avstrijo. Avstrijo je letos predstavljala konceptualna umetnica Ana Jermolajeva, ki je v bistvu bila rojena v Leningradu, ampak živi že od leta 1989 na Dunaju in v bistvu nekako iz svojih osebnih izkušenj dela projekte na temo te njene migracije kot neke politične begunke in v bistvu se navezuje na neke te označevalce nasilnega upora proti avtoritarnim režimom. In v bistvu je ta paviljon bil razdeljen na več posameznih projektov in recimo ta glaven projekt mogoče je bil ta, ki se koncentrira na balet. Torej v bistvu se navezuje na ta del, ko je v Sovjetski zvezi, takrat, ko je bilo vse skupaj politično nestabilno in so na TV-ju v bistvu to Labodje jezero od Čajkovskega vrteli na repeat, zato da ne bi pač ljudje, mislim, da so imeli kaj zagledati, ampak nič drugega ni bilo, ker je pač vse bilo v rasulu. In je v bistvu zdaj ona ta spomin, ta sovjetski kulturni spomin na ta slavni balet v resnici nekako zakodirala v nek klic upora in je v bistvu, sicer to gre pač sam za nek video treninga baleta in samega baleta, torej Labodjega jezera, v bistvu je samo video instalacija, no? Ampak v bistvu je bolj zanimiva ta vsebina, da kako je balet uporabila kot neko orodje takratne, v bistvu balet je bilo orodje takratne cenzure in neke distrakcije pred takratnim uporom, da bi se takrat razvili kakšni politični protesti in tako. Tukaj pa v bistvu se zdaj ona navezuje na njen upor v resnici kot nekdo, ki je od tam pribežal. Potem je v sosednjem prostoru so razstavljene te LP-ke, to se mi zdi ful zanimivo, to je zdaj baje dost ful je težko dobiti še kaj tazga, no. V bistvu torej te gramofonske plošče, LP-ke, na katerih, ko so ljudje švercali musko, ampak so te LP-ke švercali pod pritvezo, da so to v resnici rentgenski posnetki posameznih delov telesa, torej kao imaš ti rentgen, ampak je rentgen narejen na LP-ko in potem je pač to lažje prešlo čez mejo, v resnici je šlo pa za švercanje muske, torej rock'n'rolla in te zahodnjaške glasbe v Rusijo, ko pač je to bilo takrat prepovedano. No in te LP-ke so tam razstavljene in so kar nice in mislim, da je pol neka fora, da na vsako uro ali kolikrat na dan znotraj tega paviljona so dejansko zavrteli eno to LP-ko, da so ljudje lahko poslušali. Pol je bil en del, ko so bile te telefonske govorilnice, to je po moje eden izmed
tako dosti zapomljivih stvari celega bienala. V glavnem, bile so telefonske govorilnice, tako ne vem, 10 jih je bilo, ali 7, tako 1, 5, 1 v drugi. V glavnem, in ti si lahko dejansko plačal in poklical ljudi iz te stare govorilnice in rdeč telefon je bil noter. Avstrijske, to je zelo pomembno. Avstrijske. Ja, ni bila italijanska govorilnica, ali dejansko avstrijska govorilnica. A si probal poklicati? Sem. A je delal? Ja. Okay. Sem klical v Slovenijo, šlo. Okay, cool. Ja, to pa so bile... Pol je bila ena videoinstalacija umetnice same, kako spi na eni klopci na železniški postaji in je isto neka ta navezava na to migracijo, na to umestno brezdomstvo v resnici, ne, ko ti migriraš, ko nimaš kje spati in pol spiš na teh javnih mestih na klopcah, ki so vsaj včasih, ne, recimo bile, predstavljajmo si neko normalno klopco, kamor se ti lahko uležeš gor, pol so pa za potrebe, da ljudje ne bi spali na teh klopcah, to je tudi pogosto na letališčih so zdaj naredili, da v bistvu ti klopcev razdeliš z unimi prekati na 3 dele recimo in pa se pač folk ne more vležiti na uni klopci. Ja, teh anti-human designov je full. Ja. Pač kako narediti nekaj, da bo uporabno, ampak boh ne daj, da bi človek to uporabljal za kaj drugega, kot smo si mi zamislili. Torej, ja, klopca samo za sedenje, ne za spanje. No in je pol v bistvu neka ta videoinstalacija, nje v bistvu nek tak pohitren time loop, kako ona se matra, da bi se nekako legla na tisto klopco. In pa potem še ena soba z različnim cvetjem, kjer gre v bistvu za neko tako floralno ikonografijo v navezavi na Mother Russia in tako naprej, v povezavi z sedanjim domom, ki je Avstrija. Tako da v sami navezavi na letošnjo tematiko bienala se mi je ta zdel res fajn, pa še recimo, da je precej aktualen glede na Zahod, Rusija, Nemčija, Avstrija in tako naprej. Tako da to se mi je zdel kar V povezavi z Rusijo in s trenutnim dogajanjem sploh je zelo zanimivo, da se da prostor in hkrati s tem dejansko humaniziramo nazaj Ruse kot ljudi, ki živijo tam in so pač prišeljeni živeti pod tem režimom, v katerem so. Ampak ruskega paviljona pa še zmeraj niso odprli. Ja, se tudi izraelskega ni bilo, čeprav je bil, ne, kar je bilo ful grozno. Mislim, no, težko rečeš, da zapiraš paviljon, ki je cel v steklo in se vse noter vidi. Se pol je bil protest za to na otvoritvi. No in tudi zdaj, v bistvu, če greš na bienale, ne, imajo tam vojačka, ki stoji pred izraelskim paviljonom in ga varuje. Ja, to so te polovičarske, ja, se bomo zaprli. Ok, naprej, Malta. To Malta je bil v bistvu tak, mogoče od vseh stvari na bienalu še najbolj drugačen po svoje. Ravno zaradi tega, ker je šlo za eno redkih intermedijskih del. Ne edino, to je bilo v bistvu dost intermedijsko v duši. Posebej mi je ostal spomin, predvsem zaradi tega, ker je bil res dobro predstavljen in dejansko za ta paviljon nisi rabo obrazstavnega besedila, da si razumel, zakaj se gre. Ker je bilo izbira tega, kar so postavili na samo razstavo, izbira, kako so postavili stvari. Z vsemi elementi si lahko, če si vzel pač tistih minutko več, razbral, zakaj se gre. Naslov razstave oziroma paviljone je I Will Follow the Ship, umetnika Matthew Attard. Ne vem, če sem prav izgovoril, ker zgleda ful angleško, ampak je iz Malte. Na enostavno povedano šlo je za to, da je ta umetnik z nekim eye trackerjem, z nekim sledilcem oči sledil podobam ladij in to je potem generiralo neke nove podobe iz teh sledenja. V bistvu ris, kot da bi risal za pogledom. Ne. To je bilo predstavljeno na par načinov. Bil je en ta video, ki je bil v bistvu dost interaktivno zgledal, v bistvu kot da bi gledali v živo, kako se ta slika generira. Potem je bilo nekaj slik, ki so bile v bistvu statične, potem je bilo pa še ne par panelov oziroma videopanelov, ki so pa prikazali v bistvu ta proces, kako se dela. Ne. Torej neko oko, pa s pikami iz tega eye trackerja, kako sledi očesu. Tako da v bistvu si imel vse te indice si imel tam zraven, zato da si lahko potem razbral, ja, to, ok, ja, razumem, to je oko, torej nekaj sledi očesu, polk, če si malo pogledal tja na te slike, si videl, to so neke ravne črte, torej to je sklepano, tako kot se premika oko in potem v bistvu gre pa za te podobe teh ladij. Zdaj, kaj je še fajn pri tem delu, ker to pač tehnično zanimivo, tehnično ni dostopno vsem umetnikom, ker vseeno moraš imeti nekaj znanja za tehnologijo oziroma dobiti nekoga, torej tudi produkcijsko, vzame nek nivo investicije časa oziroma Kačing? Ja, točno to. Ampak hkrati pa je tako, Malta je, vemo, da vse je na morju, no? Mislim. Tak mini brain fart. Vse je na morju. Ne, čakaj, kaj? Ja, otok na morju, bed, splav prepovedan, slabo. Bu, Malta, bu.
Kaj bo? Bo Malta. Zakaj bo? Zato, ker imajo kriminaliziran splav. A ja, splav, če mi rečeš morje, otok in splav, jaz razmišljam o splavu na vodi, ne o tistem splavu. Seveda, Pejte podpisati My Choice, My Voice. ja, kakorkoli. Tebi je bilo všeč. Ne, nisem hotel se reči, da v bistvu potem s tem, ko veš, da je to otok na morju in da je soladje in to se potem v bistvu še se naveže to v bistvu z migrantsko krizo še. Ne? Tako da imaš še ves ta konceptualni nivo, ki ga lahko potem pravzaprav navežeš na en kup problematike, ki se navezuje tako na koncept samega bienala, kot tudi pač vsem temu, kar govorimo o tej dekolonizaciji in tega. Sam pač mogoče ne tako on fast in tako s tem, da daš prostor nekomu, ampak tudi z nekim drugačnim pristopom, ki daje mogoče malo bolj svobodno interpretacijo, kako brati to delo. Po domače, ja, všeč mi je bilo, ne vem, pač res je bil tak berljiv paviljon. Se mi zdi, da pri toliko paviljonih, ker si mogel še kaj zraven prebrati, ali pa ker si gledal paviljon in potem si prebral stvari in si bil tako, aha, ja, ok, štekam. Ne. Je kakšna pručka mi je tam manjkala, ne? Kaj, Da bi pručka? človek lahko v miru pogledal to ladjo, kako se generira. Ja, to, Mene je tam toliko križišče bolel, da sem pač sam šla mimo. to je res. Sej, lik zato, ker je bilo tako berljivo, se mi zdelo, da se da tudi hitro razbrati, zakaj se gre. Sam pač mogu se enkrat okoli paviljona, pa pač pogledati iz teh par stvari in si tako vedel, da je to. In I will follow the ship, mislim, da je tudi zelo povedan naslov. Tako naslov, učko, ravne črte, ok, vem, zakaj se gre. Sem mislila, da se The gre o best. piratih. Lahko tudi, sej to pravim, pušča odprto interpretacijo potem. Ne? Ker je lahko bi bil ful brezvezen artwork in je samo pač ok, nekaj tehnično zahtevnega oziroma tehnično zahtevnega v navednicah in wow, lahko uporabljam eye tracker, da nekaj narišem in to je to. In je samo vizualno zanimivo in tehnično zanimivo in konceptualno brezveze, ampak mi se mi pa zdi, da ravno zaradi tega, ker je zaradi izbire in zaradi lokacije imaš pa potem še ta konceptualni preskok, ki se ti lahko zgodi zraven in lepljenje nekih pomenov, kot se reče ti, mogoče piratov, vse. Tudi mogoče, da je, ne vem, a je Malta historično piratsko mesto, mogoče, mislim, država, otok, tako kot Piran. Ne vem. Gremo kar na naslednjega, ti imaš tle zapisano Nemčijo, ki Ja, je žal Nemčija- nisem uspel videti, ker so me spodili ven, ker so rekli, o ne, zapiramo 15 minut. Ja, Nemčija je letos predstavljala projekt, ki se je imenoval Thresholds, več njih, pragov. In v bistvu nekako projekt raziskuje zgodovino in prihodnost čez 3 različne scenarije in pol je en scenarij, ki je kao bolj tak negativen, kjer vlada pustinja, en je tak bolj utopičen, kjer gremo ljudje v vesolje in delamo fajn stvari in pol en tretji, ki je mogoče malo tako fragmentalen in malo bolj umetniški. Ampak v glavnem, zakaj je meni bil nemški paviljon všeč, je, ker pač so naredili milijon stvari so naredili, mislim, v bistvu je bil zelo intens. Pač prav je, da te niso noč spustili, ker ne bi mogel pogledati, ker je tudi znotraj paviljona bila vrsta za paviljon, ki je bil znotraj paviljona. Ne. V bistvu torej nemški paviljon od spredi vhod, ki je tako pompozen, na tisti vhod so zasul s peskom in si v bistvu mogel iti noter čez stranski vhod in nekako je v bistvu iz 3 prekatov bil sestavljen. Prvi prekat, ki si prišel noter, je v bistvu bila taka velika zatemnjena soba, v katerem je bilo neko tako izgrajeno na pol vesoljsko plovilo, obsijano z modrimi lučkami, ki se je vrtelo po prostoru. Praktično je izgledalo, da si prišel v vesolje in da gledaš neko vesoljsko ladjo, ki počasi pluje, pa še pač tak monoton zvok mogočen. V naslednjem prekatu noter ta prvi prekat je bil pač Instagram point, kjer so se vse influencerke fotkale zraven, tako da to je bilo kar, tudi to je bil del izkušnje. Hočeš že treba misliti na sodobno publiko. Premalo Instagram wallov je bilo. A ja, letos ja, absolutno. No in potem naslednji prostor, unte največji, so znotraj tega prostora zgradili dvonadstropno hiško, kamor noter so spuščali tako po enega, mislim, ne po enega, ampak bilo je maks, ne vem, 10 ljudi, da je naenkrat noter in pol je pa se vrsta naredila, ne. Ti si lahko bil noter, kolikor časa si hotel in pa ko si ven prišel, te je Varko spustil noter naslednjega. No in v bistvu je pač dvonadstropna hiša, pa gor na ploščad streho si lahko šel in noter v tej hiši so imeli never ending performance. Noter so bili igralci,
ki so pač izvajali stvari, ki so jih mogli izvajati. In v bistvu prišel si v prvo nadstropje in je bila noter kuhna narejena, pa spalnica, kar neko stanovanje, ampak tako zelo, ne vem, staro, socialistično, prašno, nepospravljeno, revno stanovanje, v katerem so pač bili te igralci in si imel en starejši kao zakonski par, ki sta ležala v posli in sta pač, pa sta se malo usedla, pa sta malo šetala, pa tako zelo dark, zelo creepy je bilo. Te igralci so tako skozi tam. Ko sem jaz prišla, so bili pač 20 minut skozi tam in so rotirali. Zdaj, jaz si predstavljam, da je kdo prišel, pa teh igralcev ni bilo, ampak bil je feeling, kot da imaš ti tam 24/7 performance. Pol v tej kuhinji sta bile dve ženski, ki sta neko testo mesili in vse je bilo od moke, tako, ampak vse je bilo nemo, ne? Niso nič govorile ali pa kaj, pa zelo taki resni izrazi na obrazu, no eye contact na tak način. In te igralci so pol hodili med temi obiskovalci, ne? Na neki točki je ena šla čist gor do strehe in je pol zgori neki zaplesala in ne vem kaj. In ti se pač po tej ozki stolpičasti stavbi kot obiskovalec lahko premikaš in greš pol čist gor do strehe, kjer v bistvu imaš pregled nad celim notranjim paviljonom in potem si v tej kuhanci, ki je taka čist mečkana, da se komi premikaš noter in pol v kleti, kjer je v bistvu nek tak, neka napol razrita starinarnica bilo. To je bil ta drugi del paviljona. Pa ko si prišel ven, si so drugega spustili noter in tako naprej. No in pol v zadnjem delu je pa bil nekak tak lunch, bi jaz temu rekla, v bistvu neke taki kavči so bili in si se lahko usedel in si gledal gor v projekcijo, kjer je bilo spet neko vesolje in barve, tako vijolično, zeleno, ful lepo. Takrat, jaz sem bila tudi že bolj proti koncu celotnega dneva, ko sem šla v ta nemški paviljon, tako da si nisem prebrala nič. Jaz sem pa sam šla tja in gledala te lučke in gledala tisto moko in dance performance na strehi, tako da v resnici sem pol naknadno si šla malo prebirati o tem paviljonu, ampak kao zelo tako abstraktno, futuristično so si to malo zamislili v smislu, da kako gre naša prihodnost lahko v neko tehnološko napredno idilo, kjer bomo recimo na neki točki mogli zapustiti Zemljo in bomo našo svetlo prihodnost iskali drugje v nekih drugih dimenzijah vesolja in mehanike in to. In po drugi strani, kako se ravno zaradi vseh teh kriz lahko nekako vrnemo nazaj v neke te čist primarne okostenele sisteme, kar je pač bilo videti v tisti hišci, znotraj hišce. Torej, ženske kuhajo v kuhinji, mesijo kruh, nesrečne so, same so, pač spijo s svojim možem v postelji, se tam postarajo, opravijo svoje delo. Noben ni srečen, moški hodi na delo, vsi se sam vrtijo znotraj tega stolpa v nedogled. V glavnem nek tip izginjajoče preteklosti in hkrati nejasne prihodnosti, nek negotov vmesni položaj med sedanjostjo, ki velja pač za vse sloje in pol za tiste, ki jih v bistvu migracije prizadanejo, kako so oni v bistvu v nekem tridimenzionalnem telesnem izkustvu, torej preteklost, prihodnost in neka ta vmesno stičišče različnih pripadajočih struktur, kam pašem, kam grem, kdo sem in na tak način. In potem še za neke različne politične razlike od teritorijalnih in nacionalnih perspektiv posameznih dominantnih družb. V glavnem do neke mere smiselno, ampak v resnici zelo abstraktno, mogoče celo na nek način fikcijsko, žanrsko, ampak kot sama izkušnja paviljona zelo intenzivno in fajn. In to, če bi šla še enkrat, bi si šla še enkrat v miru pogledati, pa bi tudi jaz se tam na tla usedla, pa bulla v tist spaceship 10 minut ali več. A ne bi bila nesrečna raja? Celo nesrečna to počne. That's about it. Ja, kar intens sliši se zelo intens. Ajde, Grčija naprej, prebrala sem Disneyland namesto Dryland. Grčija je bil v bistvu tak instalacija prostorska, pač total installation, noter si prišel bil nek tak zalivalnik oziroma neka zadeva za kmetijstva namenjena namakanju pol, neka taka ogromna reč v glavnem. Potem je bil nek ogromen video, pa neki manjši video, pa neke zvočne stvari, pa neka voda je bila tam, tako pač zelo celostno v bistvu zajet paviljon, tako da ko si prišel notri, kot da je prišel nek čist Wonderland, neki drug svet, tako res narejeno v smislu, da te transportira oziroma da doživiš instalacijo kot celostno, ne, z vsemi čuti. V bistvu se je šlo
tako nekako, ko si gledal, si nekaj ugotavljal, da je to za da na videih so neke kmetijske stvari, neka živinoreja, neka je ta skupnost kmetijska, pa mislim, da se tudi na nekem trenutku neki festival dogaja o tem, ampak pol, ko se malo spustiš, v bistvu ugotoviš, da se gre dejansko za vpliv vode, dejansko za kmetijstvo, za to skupnost nekje v Grčiji, in je en tak razmislek o temu, sodobnosti in o tem, kako se v bistvu soočamo s tem, z izrabo vode, z delom, to, kot si ti rekel, ne, govorimo o nekem ful tehnološkem naprednem, imamo pa še vedno hkrati vse to, kar pride zraven, zato da sploh lahko preživimo, ne, živinorejo, ovce, kmetijstvo, polja, zalivanje, bla, bla, bla. Jaz sem se v bistvu tukaj, ko sem se odločil, da bom dal Grčijo na top 3, moram reči, da sem se odločil med Grčijo in Srbijo. Srbija je bila v nekem smislu zelo podoben tip paviljona, lih tako zelo totalna instalacija, da te prevzame, sicer malo bolj vezano na nostalgijo. Srbija je v glavnem navduševala občinstvo, ne? Ja, bila kar navdušujoča. Sam pol pretehtalo je to, kaj bi mogoče pri Srbiji bil ta obrazstavni tekst mogoče malo preveč zastavljen in ne odražajoč tega, kar je dejansko bilo v samem paviljonu. Se mi zdelo, da so mogoče malo skušali preveč buzzwordov in preveč stvari vnesti v tisti obrazstavni tekst in dati nekaj več na to Srbijo, kot je bilo, oziroma so se skušali malo bolj v eno smer nagniti. Lahko bi, če bi govorili o neokolonializmu, bi se izognili kolonializmu kot takem in da bi govorili o kapitalizmu in o sodobni družbi, da pač kako vpliva vse ta razvoj in ne toliko temu, da on je kolonializem in vse to prinesel, ker pač ni čist tako, ne, v bistvu vse te stvari, kot so BP, oil pa Coca-Cola in to niso prišle zaradi kolonializma, prej zaradi neokolonializma in zaradi kapitalizma kot nekega faktorja, ki prinaša vse te stvari v neke socialistične države. Tako da, to me je zmotilo in zato sem nekako Srbijo potem dal na straj, da sem dal raje Grčijo, ker se mi zdelo nekako vseeno bolj iskreno, čeprav sta si paviljona po nekem čudnem naključju zelo podobna po izkušnji. Tudi pač po nekem feelingu, ko priješ notri, imaš ta, oba sta dosti temačna, oba sta tako, da se potopiš in doživljaš stvari. A je v grškem paviljonu tam v enem kotu bilo na stotine unih umazanih belih plastičnih stolov? Možno. Kaj je tako, ni bilo čisto jasen, a je del? Ne, to jaz sem jih še fotkala, ko sem bila tako, kaj je tako. Meni je bilo v grškem paviljonu me zmeto tam, kaj je bil v enem kotu, si imel full fršterkerije, tako full nekih stvari za audio in to, nisem bil prepričan, če je to backstage, a je to del... A bo DJ prišel pa bo nekaj. Ja, ampak nisem vedel, a je tisto bilo mišljeno, a ti so nam tisto dali za videti, zato ker je del instalacije, ali sam se jim ni dal skrit, ali kaj je bilo. Pa še malo je bilo tako, can I touch this? Ja, pa tam so bila ena fake vrata. Ja, mislim, da so te stoli bili tam, ja. Ja, zelo možno. Kaj je bilo par stvari tako random nafukanih noter, tako. Tako da ta Grčija je bila kar zanimiva, meni se je zdel tako, pač pustil je nek vtis na tebi, ki si ga šel pogledati, če se nisi nič prebral, nekako si začutil to, kar je potem, če si šel nazaj prebrati po obrazovanju teksta, nekako stvari šle skupaj. Ni bilo, da so skušali nekaj nalimati gor. Mogoče tudi dosti blizu ljudem, ki živijo na nekih teh pol kmetijskih, pol urbanih državah, kjer imaš oboje, pa se soočaš s tem, s to dualnostjo. Mislim, recimo Slovenci smo tudi taki, ne, da imamo dosti kmetijskega zaledja, pa tudi, če nisi iz teh koncev, veš približno, kako izgleda tam, se lahko predstavljaš neko gasilsko veselico, kot recimo si lahko predstavljaš neko veselico nekje na nekem ruralni Grčiji. Mogoče tudi ta kontrast, neko naše letno migriranje v Grčijo zgleda bolj tako, ne, belo, svetlo, modro, plažice, gyros, alkohol in tako naprej, ne. Medtem ko ta temačna soba s to feršterkerijo pa s tistimi ovcami pa tako je bilo kar dark, v resnici ful tako industrial. Ja, ampak hkrati pa na videu se mi zdi, da pa se je začutil tudi nek ta duh podeželja, recimo. Mislim, da so bili, če se prav spomnim, je bilo par teh posnetkov iz nekih, prav z nekih veselic, ki so mogli biti. In pač posneto je sicer res malo bolj temačno, ampak hkrati pa začutiš ta moment tega proslavljanja nečesa, ne. Ponovadi so te stvari ob nekih, bodi si konc
zime, začetkov pomladi, konc dela, začetek spravila in tako. Ponavadi je to pač vezano tudi na delo, ne, da se te stvari dogajajo. Tako da se mi zdi, da je neka ta dualnost pride v vsakem primeru potem. Tako da bi se kar dober paviljon, no. Mislim, definitivno težje razberljiv kot recimo Malta, ne. Malta mi je bilo meni bolj berljiv. To sem prišel ven, ker se ponavadi se ne preberem, tako da sem prišel ven, tako sem jaz sploh štekal, zakaj se gre. Ok, gremo pogledati v predstavno besedilo in začneš brati, ok, ja, približno. Začutiš no to, kar piše, ne. Mislim, to začutiš nekako, ko prebereš, se ti mogoče malo bolj razjasni. Zdaj le greva na Češko, ne, imaš ti ta zadnjo zadevo iz top 3? Ja, jaz imam Češko, čeprav sem slišala zelo deljena mnenja o tej Češki, pa imela sem še par drugih, med katerimi sem zbirala. Ampak Češko sem tudi jaz rekel, da mi je všeč, pa sva se že predtem pogovarjala. Ja, jaz sem slišala par ljudi, ki so rekli, da se jim zdi Češka taka malo lame, pa malo cheap, s čimer se jaz mogoče celo strinjam, ampak to ne spremeni dejstva, da je meni bilo fajn. Jaz sem videl tam otroke, da so se imeli full fajn noter, tako da definitivno dobijo plus točke sam zaradi tega. Ja, ne, vsi so se imeli noter full fajn, se mi zdi tako. No, v glavnem, Češka republika je torej predstavila zgodbo o žirafi Lenki, ki je živela v praškem živalskem vrtu, ki je bila ujeta v Keniji leta 1954. To je bila v bistvu prva češko-slovaška žirafa v živalskem vrtu v Pragi in je pač tam preživela je samo še 2 leti v ujetništvu v tem živalskem vrtu in potem, ko je poginila, so njeno telo v bistvu donirali temu nacionalnemu muzeju v Pragi in je bila v bistvu njeno telo v bistvu bilo razstavljeno do leta 2000 v tem muzeju. In v bistvu ta projekt v tem paviljonu v resnici se naslanja na to zgodbo te žirafe in te njene izobraževalne akademske funkcije, ki se je zgodila po njeni smrti in je v bistvu noter iz blaga in cele take jeklene konstrukcije in tako narejen, kakor da ti stopaš v njeno telo noter. Tako zelo je kadaver medicinski vibe, ti prideš noter in potem se pač kao njeni organi, pa njena koža, pa njene dlake in se v bistvu in vse je iz različnih tipov blaga narejen, iz različnih teh barv, ne, torej ne vem, kožnata barva, rdeča, rozna, rjava, take stvari in ti se v bistvu premikaš pač po tej žirafi in je v resnici njena zgodba od te Lenke na nek tak bolj poetičen način predstavljena, ker ti se v bistvu, ko se premikaš znotraj po tej žirafi, se lahko usedeš, so tako sedeži narejeni, se lahko usedeš znotraj te žirafe in imajo take majhne zvočničke povsod in v bistvu ti otroci, pa vzgojitelji, pa starši, starejši ljudje in tako ti v bistvu pripovedujejo zgodbo o tej žirafi in v bistvu ti si pol znotraj žirafe in pri njenem srcu si in poslušaš njeno notranjo zgodbo v resnici, kaj se je vse zgodilo in kako je bilo v ujetništvu in tako naprej, kaj se je vse s tem kadavrom v resnici dogajalo. V bistvu, namesto da bi govorila o nekih mejah narodov in identiteti, se v bistvu bolj na ta ekološki princip naslanja in na neka čustva in na čist neko taktilnost, ne? Ker v bistvu tam je tako noter, da si ti v nekem zabaviščnem parku za otroke, kjer se lahko dotikaš stvari in tako naprej. Ampak meni je bil ta paviljon všeč zato, ker mi je bil čist simpatičen, tako zelo specifičen je. Ja, ta paviljon se gre od tej žirafi Lenki, ki je takrat bivala v Pragi, pol je umrla in pol je bila v muzeju in zdaj smo mi na celo to zgodbo naredili na pol zabaviščni park. Če sem jaz prav zastopil, ni bil izključno point, da je samo o žirafi in Lenki kot njenem življenju, ampak je dejansko paviljon se tudi postavljal pod vprašanje celotno to prakso odtujevanja živali, jih postavljanja v živalski vrt in izkoriščanja v bistvu živali v namene živalskih vrtov kot nekih prostorov za zabavo, ne kot nekih učnih prostorov in sploh kaj zdaj s to prakso in kako s tem naprej. Ker mislim, da ne vem, če imajo zdaj oni spet, če so potem dobili še eno žirafo, ne, kaj je bilo s tem živalskim vrtom, ampak meni, da je bil ta smrt, kakor sem jaz razbral, tako tudi iz nekega konzervatorskega vidika v sami Češki nek preobrat. Ni samo, ok, ja, se super fajn, se smo imeli radi Lenko, bila je tam žirafa, ogromno otrok in odraslih je spoznalo, bla, 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 ampak je pa tudi tako, kaj pomeni zdaj prepeljati
žirafo v živalski vrt in jo imeti tle zaprto v nekem neprimernem prostoru oziroma na pol primernem prostoru, ker pač živalski vrtovi zdaj že zadnjih vsaj 10-15 let so vsi pod vprašajem, a je to sploh smiselno ohranjati in kakšna je ta dodatna vrednost, ki jo v bistvu živalski vrt sploh prenese, ali je res kakšna dodatna vrednost. Ne? No, iz tega vidika se mi je zdelo, da hudo paše v ta koncept letošnjega bienala, da se ena izmed redkih, ki se ne navezuje na ljudi ali okolje ali neko tradicijo človeško, ampak na dejansko vprašanje živali in ja, izvorno specifične živali, torej te lenke, ampak da se gre o tem živalskem vprašanju v resnici, ker gre za to masovno izvažanje afriških divjih živali v Evropo za namene entertainmenta. Ja, sej teh dejansko v bistvu večina del na bienalu je bila usmerjena zelo antropološko in mogoče, da je lih ta češki paviljon in mislim, da še Singapur, da sta bila edina dva, ki sta dejansko se odmaknila od človeka. Ja, Singapur je imel ptiče. Ja, zanimivo, ker v bistvu ta post-antropocen je bil tako ful popularen še, ne vem, par let nazaj in letos ga skoraj ni bilo zaznati na bienalu. Ja, jaz se sprašujem, če ljudje, ki niso bili tako navdušeni nad češkim paviljonom, če je to bodisi zaradi tega, ker niso zasledili te povezave tega vprašanja, ali če je bilo to zato, ker jim je pač delovalo vse skupaj preveč v duhu nekih, da bi vseeno stil je bil tako usmerjen v neke te lutke za otroke moment. S tem tekstilom in z tem blagom in s temi živimi barvami vse delovalo tako malo kot neka risanka na pol. Ja, ampak vmes je pa malo disturbing tudi, ne? Ko una koža dol visi. Risanke so lahko disturbing. Ne? No, sej sem tako kao. Ni to neki kao, to je neki za otroke, to ni resno. Ja, ampak veš, ljudje hitro asocira. Se sprašujem, če pol so mogoče, veš, ko greš na hitro skozi, vidiš in si tako... Ali pa če je bilo tudi to, ne, zakaj bi zdaj govorili o neki žirafi na nekem bienalu. So mogoče čist... No, meni je bilo pa glih to všeč, da smo govorili o random žirafi na bienalu. Ne, sprašujem se, kaj je tisto, kar je odvrnilo tiste ljudje, ker tudi jaz sem zaslišal deljeno mnenje. Jaz sem celo od Čehov slišal, da niso navdušeni. Si pa pozabila, da je bil še zunanji del tega češko-slovaškega paviljona, ki pa nima nič več za žirafo. Ja, pa tudi s češko, ne? Ja. Ja, no, sorry, pač ne vem. Ampak sta skupaj. Ja, slabo. Lej, ne moreš ti... Jaz ti garantiram, da je 3/4 ljudi sfalil ta slovaški paviljon. Če ti pa sam narišeš neki na zid na zunanjo stran stavbe in ni nekje to zelo očitno jasno, pa če ti nimaš nekoga, ki ti s prstom to pokaže, bo folk sfalil. Kaj pa jaz vem, kakšen zid je sicer tam? Ja, jaz mislim, da sem dejansko zvedel zato, ker mi je vratar povedal. Da tudi sam nisem tega pogruntal tako direkt, ampak sem prišel tja pred paviljon, pa sem nekaj vprašal in reče, ja, to note je češko in zunaj slovaško. Kar je v bistvu tudi zanimivo, ponovadi si oni delijo paviljone NN, letos so pa bili oboje hkrati, kar je dobra rešitev. Dalje? Zdaj smo pa že pri Albaniji. Albanija je bila pa v Arzenalu, če se prav spomnim. Je bil v bistvu eden tak dosti klasičen z vidika tega, da so bile samo slike. Iva Lulaš je bila avtorica. A so bile samo slike, si tudi prostor sam šteje kot del, ne? Kauflet. Ja, tisto, to dejansko... Rabim vodo za ta odgovor. A si mogel tja iti spit? Ja, ok, teoretično so sestavili prostor za umestiti slike po vzoru stanovanja te Ive, ampak glede na to, da je to bilo v velikem primeru samo kup belih sten, mislim, da na enem prostoru so sicer dali bele ploščice, težko govorimo o tem kot nekem blazni intervencije v blaznem instalaciji, ker jaz iskreno... Meni se to zdi ful, če ti cel flat vzpostaviš znotraj glavne sobe. Vse, kar flat naredi, flat je omankalo, samo stene so bile. Mislim, zdaj, a veš, ti, če si najameš nek flat in narediš notri galerijo, si tudi naredil v flatu galerijo. Mogoče je pa to tudi bila fora, ne? Ja, je bil dejansko point. V mojemu lifeu ni ničesar, sam te jebene slike. Pa hude pičke. To, da navedba tega, da je to njeno stanovanje in vse to mogoče malo nepotrebno, ker vse, kar je ta zadeva naredila, je to, da je pač uvede nek drugačen ritem ogleda. V vsakem primeru... Ampak en mali labirint tak je. Ja, ampak veš ti, če hočeš narediti nek
če dobiš ti ful velik prostor, ki je pač prevelik za tvoje stvari, noter postaviti si ga boš tudi priredil, da boš to prikazal. To pač vsak paviljon je to naredil do neke mere. In oni so se pač odločili to malo bolj razparcelirati. Jaz iskreno... Preveč placa so imeli, ne? Ja. Bi nam dal ono drugo polovico placa. Super. Kaj pa bi? Še en flet dal zraven, pa oddajali. Ja, komentirali bi našo stanovanjsko ljubljansko krizo. Tam bi naredili 15 fletov, pa vsako sobo bi oddajali za 500 plus stroški. 500 plus stroški, kaj na dan? Ker to si v Biennalu, to je ful izkušnja, sorry. Pa kvadraten meter bi lahko naredil svoj projekt, pa bi Airbnb odprl tam. No, ampak v glavnem pri tem delu mi je bilo všeč to pač, ja, ok, slikarsko delo, to je vsake toliko fajn tudi videti nekaj, kaj je malo bolj starokopitno v tem vidiku, kaj ni instalacija oziroma... V bistvu vsi najni paviljoni so neke hardcore instalacije, razen to so pa zdaj pa samo tako slike. Ja, pač, ampak se bo mogoče tudi pol imela še kakšno sliko, po mojem. Ne, fajn se mi zdel, kaj je bil tako pač, če gremo zelo simpel, objektivno so bile lepe slike, čistko objektivno, lepo narejeno, dobro naslikano. Ja, lej, sorry, stili so stili. Objektivno lepo naslikano. In pol tako stili so stili, okusi so okusi. Objektivno. Ne, mislim, bilo je dobro naslikano, dobro izvedeno, potem je pa pač meni osebno... formati? Niso tako majhni bili spet. Niso bili veliki, niso bili pa majhni formati. Srednji format. Srednji do manjši formati. Prav. Mislim, da eden je bil celo malo večji, ampak ok. Majhen flat, majhni formati. Ja. Všeč mi je bilo to, pač ona je v bistvu vzela za predloge posnetke iz raznih erotičnih filmov, ampak to so scene, ki se zgodijo pred ali po aktu, tako da v bistvu ni nič zelo eksplicitnega, ampak uspela je v bistvu take zelo intimne in iskrene trenutke, tako da bi lahko tudi rekel, da so to stvari, ki se ti zgodijo pač v lifeu, tako vsakodnevno, nekje, enkrat. In se mi zdi, da je zelo dobro prikazala to neko nežnost, mogoče dobro, ena je mogoče malo bolj manj nežna, ampak večina je pa tako zelo, kot da bi gledal nek art film od neke ljubezenske zgodbe. Naslov razstave je Love as a glass of water. Zanimivo mogoče čisto kot tak dodatni trivia, da je ona dejansko študirala v Benetkah na akademiji, tako da kot Albanka sicer učena dejansko v Benetkah, potem nastavlja v Benetkah. Je pa tle potem še konceptualno se nanaša to še na idejo feminizma z nekih prerevolucionarnih ruskih stvari. Vse ona se je tako naslanjala. Tako da, tudi vsebinsko se mi zdi, da je kar v redu, ker gre za nek ta osvobajanje spolnosti kot ideje in kot nečesa, pa tudi tega, da ne govorimo zdaj o spolnosti samo iz tega moškega pogleda, ampak pač tudi damo prostor ženskam, da povejo same, kako vidijo spolnost, kar je sploh v zadnjih časih tudi tak trend. Greva naprej, greva še na top 3 dela. Ne, zdaj imamo najslabši paviljon. Najslabši paviljon. Jaz sem napisala Kitajska. Ne smeš imeti izga. Ja, sem hotel reči, da tudi jaz bi rekel, sem hotel reči Kitajska in zdaj imam še enega v mislih. Sem ga moram poiskati. A misliš, da je problem Kitajske njena lokacija paviljona? Ker prideš do tja čist utrujen in jezen in poln kufer imaš vsega in pol še prideš v ta kitajski paviljon in si sam tako pejt nekaj. Ne, nisem to problem, zato ker v resnici so bili tam recimo Uzbekistan, ki je bil čisto ok, pa je še kasneje. Tajsko mislim, da je naslednjega, da sem šel pogledat. Uzbekistan pa mi je bil všeč. Ne, Kitajska je imela ta problem, da so spet skušali dati ful preveč stvari naenkrat noter. Zelo ogromen prostor, neobvladljiv z ogromno malimi stvarmi in se težko sploh posvetiš čemurkoli zares. Ja, Kitajska ima podobno kot Benetke. V resnici Benetke ima svoj paviljon. Kot Benetke, ogromen paviljon in potem so noter dal ful enih stvari, ki se basically berejo kot poglejte, koliko smo mi cool in kaj vse smo mi naredili v artu in v bistvu zgleda tako, kot da so en svoj nacionalni muzej mal preselili sem noter v ta paviljon. Ja. Tako zgleda. No, moj worst paviljon je bil pa Urugvaj. Ja,
Točno tako, niti veš ne, kaj je. Let me Google this shit. Pač. To je bil ta art history. Kakšen art history? Tingi. Ne, to so bile one štrace. Kakšne štrace? Pač neke smeti skoraj. Ja, pač, ampak je bila fora, da so vzeli ta znano sliko od koga že, od Tintoreta in potem so to sliko... kaj delaš? Proste, pokaži mi, ker ne vem, če vi gledava isto. A gledava to? Ja, ampak nikjer ni bilo omembe, da je kakršenkoli Tintoretto tam. Ja, od Tintoreta sliko so vzeli in potem so to sliko preslikali na neko blago in potem so to blago razrezali in naredili kolaž in potem so to sneli in pač tako neka ta cela ta instalacija, ki se navezuje na Tintoretto. Kako sem jaz razumel, se samo ta človek naslanjal na Tintoretto, to nasplošno, če ne pa je piš iz obrastavnega besedila. Cordozzo decides to put on display the skin of his atelier by transporting the surface layers of the walls via stucco. In that he reveals his most personal side as an artist, hence they knew the space where he conceives and produces his oeuvre. Torej, samo njegove stene prenesel. Jaz ne vidim, jaz iz tega nisem zastopil, da bi bilo karkoli drugega, kot da bi sam pač... In zakaj je to bad? Ne vem, pač, zakaj je bed, ker ni bilo good, ker res nič ni bilo. Mislim, vizualno je bilo pač ta arte povera, recimo, ampak tudi to ne, pač neki prelimane štrace na steno, če sem tako zelo direkten. Vsebinsko mi je pa bilo tudi tako šibko. Hočeš reči, da ti je južnokorejski bil boljši? Južnokorejski, ja, kljub vsemu. Kljub temu, da me je južnokorejski ful razočaral, letos je bil vseeno boljši kot ta urugvajski. Če bi bil tako, ko si ti rekel, da je nek Tintoretto slika in da so nekaj naredili, bi lahko vsaj rekel, ok, cool, je vsebinsko zanimivo, ampak to, da je on samo prenesel svoj atelje iz stene ateljeja, svoje glasne ateljeja, sem se mi pa zelo tako šibko. Ko mene briga, kakšen je tvoj atelje. Ja, no, sorry. Ja, mislim, no, jaz si očitno lažem, pa se lažem sama sebi. Kaj? Ne, jaz dejansko tega nisem zasledil. Ne, sej verjetno res lažem sama sebi. Neki Tintoretto in sem bila tako, ja. Ja, mislim, če bi bilo to tako, kot si ti rekla, bi ga ne bi umestil kot najslabše. Ampak ko sem pa jaz prebiral, ker mi reče, da sem je prenesel njegov atelje in zdaj je to full fine in to niti svojega arta mi ne pokažeš, ampak rečeš, cool, jaz sem to cool, da mi gledaš moj atelje in da je to in še tam moj atelje so neke štrace. Cool. Pač me ne bo zanimalo. Sorry. Ista zadeva, če bi imela kaj več vsebine v sebi, bi mogoče lažje jo... Tako bi se rekel, če bi bilo tako, kot si ti rekel, da je Tintoretto, da je to neka pozete po sliki in bla, 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 ok, lahko razumem, ni mi všeč za pogledat, ampak vsaj je nekaj na tem. Ampak tako, da mi rečeš, da si samo prenesel svoje atelje sem, pa ne razumem, zakaj. Veš, če bi vsaj pisalo, da je, ne vem, bil prvi, ki je predstavljal Urugvaj ever na Bienalu in da smo zdaj po 40 letih spet videli njega tukaj in da se je odločil, pač, ker je toliko star, da bo pokazal njegov atelje, bi lažje kupil, kot da je pač sam nekdo prišel in rekel, tle so štrace z mojega ateljeja, ki sem prinesel stene. Wow. Kaj pa če je tako low-key joke? Ja, Hihi. Šlag. Se je verjetno low-key joke, ker očitno si je lahko to privoščil, ampak stil not good. Mislim, še vedno je pač, pa tekstilnega arta je bilo full velik na Bienalu, letos je bilo dosti boljših stvari. Toliko je bilo zraven Kitajske, torej... Uzbekistan. Ja, hvala. Na U. Ok. Da je peva naprej. Top 3 dela. Ja, top 3 dela nasplošno iz Arsenala ali pa Giardino. Ne, iz kjerkoli. Potem bi mogli tudi paviljoni. Ne, iz kjerkoli razen paviljonov. Ja, tako. Ok. A jaz začnem? Ne. Ok. Jaz sem začel kar podobno, kot s tisto Albanijo. Mi je v bistvu ful prevzel Luis Fratino, to je sicer ameriški iz New Yorka slikar, ki dela v bistvu tako, če sem tako zelo direkten, gej umetnost oziroma gej slike. Ampak tako dejansko spet full nice slike za pogledat, všečno, pa so pa v bistvu še motivi, ki so tako nekje med predstavljanjem pač gej življenja in gej nežnosti in gej... Kaj je bilo to? Luis Fratino. Kjera slika?
Kira slika, ja, več slik je bilo. Ja, povej mi eno, ker zdaj sploh ne vem, o čem govoriš. Ker je bilo full gay stvari. Malo je, Ne unipankarji. ne, to je bilo tako, ene stvari so bile taka tihožitja in so bile tako pač zelo nice tihožitja, malo take... A ja, to so uni barviti, kubistični Ja, malo človečki. kubistično, ne Aha, toliko. Mičken kubizma zraven. Tak, Te nosi so bili taki. ja, pa barve so take Avignon-ski. modre, zelene, take malo hladne, pa malo toplih barv zraven, vseeno neke oranžne in to. Ja, tihožitje je bilo pa malo bolj realistično, no, ampak vseeno nek tak dober vzdušje nekega vsakdanja, pa hkrati tudi lepo naslikano. Jaz sem mislil, da je to sicer nekaj starejšega, in pol sem, zdaj, ker sem prebiral za nazaj, v bistvu so ta dela sorazmeroma nova, tako da me je tudi presenetilo pol. Sem mislil, da je to tako mogoče že iz 50-ih, ko ima tak, lahko bi bilo iz 50-ih. Je pa od kdaj? Ja, zdaj pač, ne vem, letos, lani, ne letos, tako v zadnjih par letih so dejansko njegova nova dela. Tako da to je bilo tudi kar nice, pa v bistvu skoraj eno mislim, da je bilo njih 5 ali 6 delov v tisti eni sobi nekje v Jardinih, če se prav spomnim. Pol druga zadeva je bila v bistvu v Arsenalu. Ta zadeva je bila kar impresivno velika slika in vezenina hkrati od Fride Toranzo Jäger. Nimam pojma, kako se izgovori, ker Frida Toranzo in Jäger kot iz 3 različnih držav. Je sicer iz Mexico Cityja, torej Mehiko. Je bil tak full ogromen panel, z ogromno, definitivno sem si vzel premalo časa, da si celo zadevo ogledati, ker je bilo full detajlov, ki bi jih lahko človek prebral. Moje oko je privleklo en tak moment nekih lezbičnega nagega snidenja, pa neko srce ful lepo izvezano, ampak tisto, kar me je res prevzelo potem pri tem delu, je, ko greš ti za delo, ker to je tak panel na sredini prostora, dejansko ena prvih stvari, ki jih vidiš v Arsenalu, ne prav prva, ampak potem, ko greš od zadaj, vidiš celo zadnji kos in na zadnjem kosu imaš pa potem v bistvu pri teh vezeninah še dodatno izvezene stvari in razna sporočila. Mislim, da pri tistih lih pri tem snidenju, lezbičnemu snidenju vidiš recimo, da je bilo to posvečeno Safo in več takih detajlov je bilo pol. Se mi zdelo pač tako tak nice, impozanten pisem, pa hkrati tudi ful lepo izdelan, tudi lepa tehnika vezenja in slikanja, dobra kombinacija velik stvari, pa plus ta dodatni plus, ki ga dobiš, ko greš od zadaj in se dejansko lahko razlagaš delo z stvarmi, ki ti jih je avtor pustil od zadaj, da razumeš, zakaj se gre še, kje so bile stvari vzete, zakaj so stvari vključene in tako dalje. In se mi zdi, da je bil v bistvu dobro predstavljen tudi, no, ne samo všečen. Ja, in pol še zadnja reč, je pa bilo v bistvu, mislim, da tudi dosti blizu tega dela, je pa Omar Mismar, to je pa bejrutski umetnik, ki se nekako ukvarja z geosebnostjo, ampak tudi z tem uporom in z nekim straglom, ki se dogaja v Lebanonu in širše. Je pa ful zanimivo, zato ker uporablja mozaik za izdelavo svojih del in so v bistvu vsa ta dela, ki jih je naredil, so bili mozaiki in so že samo po tehniki zanimivi, pa so pa še motivi. Recimo eden od teh stvari je, ki zamenja glavo leva na eni podobi z glavo bika, ampak to se v njihovem jeziku bere še kot nek besedna igra in v bistvu ta glava bika, ko se ko prebereš, spominja na upor in imaš še te simbolike notri, ki so še navezujejo na v bistvu ta konceptualni del. Sam pač ene stvari so mogoče nam nedostopne, če ne prebereš obrazstavnega teksta, ker noben ne bi prišel recimo do tega zaključka, ne, da je ta glava leva, ki je bila zamenjana z glavo bika na tem mitološkem podobi, se navezuje polno upor. Ampak se mi zdi, da je imel ful nekih takih nice momentov, pa hkrati deluje tako, kakor da je zadeva starodobna, pa da izhaja iz neke tradicije, pa vidiš podobe, ki so hkrati tudi tako sodobne. In je ta
izbira tehnike, način predstave, vse skupaj deluje full fine. Kontradiktorno zadovoljujoče. Recimo. Pa tudi vemo, ne, da v Bližnjem vzhodu je malo težje biti odprto gej, kot recimo pri nas. Tako da je v bistvu tudi izbira potem nekih gej prizorov na teh mozaikih za nekoga, ki prihaja tako malo večji del, ampak je tudi tako, ja, hudo. Zdaj greva še na tvoje top 3, ker smo moje top 3 izčrpali. Ti se spomniš teh del pravzaprav? Ja, to, kar si zdaj omenjal, ja. Ja, in? Ja, fajn. Vse 3? Mislim, fajn. Sorry, ni mi všeč, v redu je bilo. Te ta velike stvari, ta srednje, ki si govoril, Ja. iz Mehike, gospodične, tega se dejansko ne spomnim. Ker vmes je bilo toliko teh velikih vezenin, da ne vem točno več, kaj je to bilo in kako je zares izgledal. Ker prej, ko si mi fotko pokazal, je vmes izgledal tako malo Star Wars. Ampak tega se jaz ne spomnim. Se pa spomnim teh mozaikov, ki sem jih tudi pofotkala, prav tega leva sem fotkala, pa bika. Pa spomnim se tistih kubističnih modrih gejev. To pa se. Ja. Ok, zdaj moja izbira. Absolutni favorit, najboljša stvar na letošnjem bienalu po mojem okusu, moj top artist je bil Santiago Jahuarcani, upam, da se tako izgovori, v glavnem gospod iz Peruja. Mislim, se bova vse ta imena, ki jih ne znava izgovoriti in ki so pač za naju dva problematična, napisala od spodaj, pa ne si ljudje pogledajo, kaj piše in nas lahko tudi popravijo, ker jaz, sorry, vseh imen ne znam izgovoriti. No, v glavnem, gospod Santiago je v bistvu samouk, slikar in kipar in v bistvu pripada klanu Aimeni. To je klan, ki je del plemena Ujtoto, to je tam na severu Peruja oziroma Južna Kolumbija, v glavnem Nation of Severna Amazonija. In njegove stvari so predstavljene torej v eni sobi znotraj arsenala, predstavljenih 1, 2, 3, 4 se mi zdi njegova dela in so v bistvu narejena, torej naravni pigment in akril na lančani, v glavnem nek ta pergament iz deževnega gozda, v glavnem na papir. So narejene te podobe, lahko bi rekla slike, no? Slike na papir in prikazujejo mite iz tega plemena in ta pleme Ujtoto, pač to neko pleme tam iz Južne Amerike in oni so prvič izkusili stik z Evropejci v začetku 17. stoletja, ta tako imenovan amazonski rubber cycle, a veš tam, ne vem kako je po slovensko to, rubber cycle boom, ki je v bistvu v 20. stoletju, ko so kolonizirali to in so izkoriščali domorodce tam za pridelavo gume, pač iz tam so ful to gumo potem proizvajali in ven izvažali in v bistvu takrat se je ta populacija tega plemena občutno znižala in tako naprej. In potem je še ta Peruvian Amazon Company, ki je v bistvu imel tak monopol nad tem, v resnici izkoriščal te delavce in jih napol imel za sužnje in jih mučil. In danes je populacija tega plemena 8500 prebivalcev in to so pač ti tako imenovani otroci tobaka, kakava in pa sladke juke. In na teh zakaj je meni to sploh bilo všeč? No, pač to so ogromni formati so te slike, na katerih so pač ti, predstavljaj si kakor Hieronymus Bosch, sam pač iz tega plemena južnoameriškega na tak način. Pač ti imaš noter, imaš pač podobe jaguarjev, pa ptičev, pa rib in pol riba je človeka, ampak ta človek je zamotan z nogami za eno drugo in ta riba je v bistvu namest glave od ene opice in potem ta opica v bistvu stoji na nekem ognju in ta ogenj je na nekem velikem jeziku od enega drugega bitja in to bitje je zamotano v nekega netopirja in pol ta netopir v resnici ima krila, ki so od kure, ampak ta krila na koncu imajo kremplje, ki držijo majhne človečke v rokah, ne vem, potem imaš neke vrane, ki stojijo na nekih drevesih, ampak to drevo ima v resnici noge od zajca in potem tako zelo čist prepleten na hardcore, take zemeljske barve in od blizu, če si to pogledal, je bilo vse zelo 3D, ker to je bilo na takem debelem papirju, to je pač visel gor na steni in potem te sicer zemeljske barve, ampak zelo izrazite, zelo žive barve. In jaz sem bila 1 uro
pred temi slikami in to mi je najboljša stvar letos na Bienalu, ker je toliko ikonografsko, likovno, vsebinsko močno, da je mene čist prevzel v resnici. Kje je bilo to, v Giardini ali Arsenalu? Arsenalu. Lahko si stal tam in gledal in sam ni bilo konc. Vsako stvar, ki si jo videl, si videl, da je del nečesa, ki vodi nekam drugam. Zdaj, ko sem brala potem v tem, ok, imaš tu pač ti neke mite, ampak tudi ta neko idejo, kako lahko umetnost igra neko pomembno vlogo v procesu hilanja, procesu zdravljenja od teh historičnih ran in kako lahko v bistvu transformira domorodno skupnost v smislu, kako se oni odzivajo na to nasilje, ki se jim je zgodilo. In v bistvu poudarja tudi, da neka ta podnebna katastrofa, ki je zdaj jo mi kao nekaj ful poudarjamo tukaj na Zahodu, da v resnici kako to ni nek nedavni dogodek, ampak da je del neke ful dolge zgodovine, ki je zelo kolonialno obarvana, da je to nek del kolonialne razlastitve, ki se v bistvu začne z izkoreninjanjem nekih teh njihovih duhovnih svetov in religije in verovanj in moči, ki v bistvu izhaja iz neke te zelo tesne medsebojne povezanosti z ozemljem, ki jo imajo oni, ki je bila oropana vse tiste gume in vsega tega, ko so pač ljudje Evropejci prišli tja in to vse ponudili. In to, da je pol to iz naravnih pigmentov narejeno, se mi zdi v bistvu ful fajn. Pač on je recimo prvič zdaj, da takole razstavlja na Bienalu, pol nasprot njega, čez hodniček, ne, je bil pa še en njegov, ko bi rekla lahko kolega, ker ima ta isti priimek, no, ampak v resnici dela čist vizualno drugačno stvar, ampak se na zelo podobno stvar nanaša. No, ampak to mi je bil... To se mi zdi, da ogromno teh enih momentov te južnoameriške umetnosti tam je imelo dosti podobno, to ikonografsko oziroma ta vizualni jezik. No, ampak meni se je zdelo, da je bilo ful takih ruralno podeželje, mi delamo na polju, imamo otroke, imamo družinice, osadje, pa zelenjavica, pa, no, mislim, zdaj ful degradirano, kle se sliši, da govorim, ampak ful je bilo tega. Kle je bil pa tako razvrat, vsi neki grozni bogovi, neka bitja, neki hibridi, smrt, škodoželjnost, grozote, tako res intens. Ni bilo tako, poglejte, kako mi živimo v naši vasi, ampak je bilo tako, kot da bi predstavljal od Boša pač pekel, sam non-European version. Pač sam na hard njihov version, ki je še bolj stvistan, še bolj bolesten, še bolj grozen zaradi vsega tega, kar se jim je zgodil njim in njihovi zemlji. Ampak tudi ločeno od te vsebine, zgodovine in politike in tako naprej, vizualno, kako so te kosi meni bili všeč, to mi je bilo pa res. In to recimo, sam zaradi tega bi šla še enkrat zdaj, da grem pogledat. Sam še to. To je meni tako top of the top. Potem naslednja stvar, ki mi je bila všeč, je tudi v Arsenalu, bolj na začetku bila, in sicer od francosko-maroškega avtorice, no, Bouchra Khalili. V glavnem naslov projekta je The Mapping Journey Project, ki je 3 leta nastajal in je v bistvu, to je neka prostorska več video instalacija. Je pa v bistvu to je bilo tista, veš, ko so viseli dol, platna so visela dol čez cel prostor in pol je gor bila projekcija evropskega zemljevida in so ljudje pripovedovali zgodbo in zraven s kulijem risali, kako so migrirali v Evropo. Torej, v bistvu begunci so, torej, ne vem, začel sem v Kairu in pol sem prosil tega človeka, da me prešverca v Grčijo, dal sem mu toliko denarja, pol ta datum smo šli, ampak v bistvu pol nisem prišel v Grčijo, ampak sem prišel na Malto in potem na Malti so me deportirali nazaj in pol sem čez pol leta šel, v glavnem in pač to so tako po 20 minut več dolgi videi, kako ti ljudje s kulijem rišejo, kje vse so potovali, na kakšen način, kako so se vračali in tako naprej, preden so prišli tja, kamor so želeli, če so prišli tja, kamor so želeli. In je v bistvu tako zelo različen. Eni ljudje so pač štartali na Bližnjem vzhodu, eni v Afriki, eni so čist iz juga prišli bolj na tak način. In to mi je bilo ful zanimivo. In pred vsakim tem platnom je bil pač kavč in ti si se lahko sedel in pač spremljal posamezno zgodbo, celotno pot. In zraven so ti ljudje tudi pripovedovali, tako da ni bilo sam
šel sem iz klesem, pa sem, ampak je bilo, ja, pa so me pa tukaj oropali, pa mi je ostal sam še telefon, pa sem poklical kolega, ki živi tam, pa mi je on povedal, da mi bo zrihtal to, sam moram najprej zaslužiti, tako da pol sem tam razvažal Volt pice 2 meseca, da sem zaslužil, sam potem sem zbolel, pa sem mogel iti nekam, pa nisem imel tako, sicer zelo zgoščena, ampak zelo intenzivna, realistična pripoved posameznikov, ki so pač migrirali, cilj pa je bil pač Evropa. Se spomnim tega dela, spomnim se edino ene stvari, ki me je ful zmotila in je, mislim, če se prav spomnim, pisalo, da se ne sme snemati. To se pa ne spomnim. Sem bil tako, zakaj? To se pa ne spomnim. Mislim, da je bilo tle in da sem stal ful tako kar malo slabo, malo čudno. Nisem se pol s tem več kot toliko ukvarjal, sem si naredil čisto 2 fotke, lih toliko, da si zapomnim, zakaj se je šlo. Meni se zdi, da sem že videl 5 takih projektov, mogoče me zato ni to prevzelo. Ja. No, meni je bilo pa tako kar zanimivo, pa tako se mi zdi, da si lahko malo oddahnil, si tam sedel. Pa všeč mi je bilo, kaj je ta platna so bila tako transparent, tako da pol v bistvu, če si videl z obeh strani? Ja, z obeh strani si videl, kaj se dogaja, pa ljudje so se ti lahko vmes malo nasrala, ne, pa si videl njihove sence čez ta zemljevid, pa tako je bilo malo, no, to smo mi. Mislim, vse je objektivno v redu delo, mislim, ni da mi ni bilo všeč, sam me pa, po mojem sem že videl neke podobne stvari par let prej, drugje, mislim, da je eno celo na Berlin Biennalu ful let nazaj že in je bilo tako, ja, štekam, hudo poznamo. Ne vem, če je bilo kaj na predstavitvi, da bi me posebej prevzelo, no, da bi rekel, da je kaj na samem delu toliko drugače, da sem rekel, ja, to je pa zdaj nekaj več, kot sem že videl. Še eno stvar imaš, ne? Ja, potem je pa še od Karima Ašadu, naslov projekta je Machine Boys in gre v bistvu za portretiranje teh motociklistov, ki so v resnici taksisti v Lagosu in kako in je v bistvu to cel ta nek community, ali kako bi rekla, skoraj nek gang, ki ga oni imajo in se imenuje Okada in oni pač furajo kot taksi te mopede in leta 2022 so imeli ful enih nesreč v povezavi s to Okado, no, in je potem so to imobilizirali so jih strani države in cela neka transformacija v ekonomiji se je zgodila in so v bistvu na koncu jih prepovedali, da ne smejo oni več tega početi. No in potem zdaj ta video sledi pač tej skupnosti njihovi, v bistvu kako oni funkcionirajo, kaj počnejo in je v bistvu tudi nek portret te njihove ideje maskulinega, na kakšen način se oni pozicionirajo v družbi, kot v bistvu neko raziskovanje nigerijskega patriarhalnega ideala, po drugi strani pa ta performativna maskulinost strani teh motoristov in pa tudi ranljivost delovnega razreda, ne, kot nekdo, ki je v resnici želel delati nekaj, pa so ga potem na neki točki onemogočili in kako zdaj oni to rešujejo. Je pa v bistvu nek tak, 20-minutni video, noter greš v to sobico in je cela sobica v roza tepihu, pol je pa ta video teh motoristov, ko so pač, to so neki, ne vem, predstavljaj si Mislim, da se spomnim, kjer delo je. Ja, se ne moš ga pozvati, pač neki te jaki temnopolti motoristi, ki pač v papučih furajo te motorje in pol driftajo s temi motorji in imajo te neka zborovanja in to in kako oni pač, v bistvu so motociklistični gang, kako se reče, kot tolpa, motociklistična tolpa so, ki so primarno taksisti in v resnici niso nekaj premožni, ampak je to v bistvu nek ta čist delavski razred, s tem se oni preživljajo, ampak način, kako se prezentirajo, ne, je pa tako, kot da bi gledal neki high class raperje, ne. Pač ne vem, ta fashion, pa potem kakšne motorje imajo, pa ki so na pol zjebani, ampak vseeno bodo dali neke okraske gor, pa to, pa kakšna sončna očala nosijo, pa tak način. To mi je bilo ful zanimivo, tak zelo osvežujoč videopis je bil. Pa to, da je bil v celem roza puhastem tepihu, je bilo kar nice. To so moje top 3 pisi, vsi iz Arsenala. To je to. Zdaj pa ti še to na hitro povej, ker nimam, to je že dolgo. Ja, se lahko zaključimo. Mogoče sem še te čiza na konc. Še te zunanje paviljone, par stvari, kaj je bilo? Ne. Ne, mislila sem to, kaj pa Frida Kahlo. Frida Kahlo je tudi na Biennalu. V Jardinih, v tej glavni veliki postavitvi je vmes Frida Kahlo. To je edini place, kjer je varnostnik zraven. On stoji zraven slike od Frida Kahlo. Zraven je pa potem še slika od Diego Rivera,
Rivere. No, in je v bistvu tam zraven je edino, kjer je varnostnik zraven. In te ful grdo gleda, če preveč blizu stopiš. Tako da imamo Frido Kahlo letos na Bienalu. Zanimivo. Jaz bi izpostavila še belgijski paviljon, ki je imel drog, stage drog, torej za pole dance. okej. To. In fulenka papirja in fotokopircev in je bilo tako, da bi prišel v Dunder Mifflin Storage. To mi je bilo cute. Potem bi omenila še special omembo paviljonov Francija, kjer je dišalo in je bil rave. Danska, kjer so bile hude trash fotke, v bistvu ta skupnost iz Grenlandije. In pa Švica, kjer je bil hologram kraljice preobleke s hudimi lučkami in baročno krščansko ikonografijo. Ja, jaz mogoče odmenim še teh par zunanjih paviljonov, torej Zimbabwe je bil odličen paviljon, full fine art z recikliranega materiala in dejansko vse skupaj izgledalo tako impresivno. Pa, če se prav spomnim, meni delo je bilo tako full nekih stvari na tla, nafukanih nekih gumbov in je bilo mišljeno, da si jih odneseš domov, tako da sem si odnesel še nekaj gumbov domov. Še full so bili veseli, ker sem jih vprašal, če je tisto mišljeno, da si odnesem domov. Ful prijazni fanti, ki so gledali čez paviljon. V bistvu tako mislim, eno je, da pač, ko sem prišel v paviljon, je bilo full welcoming, pa so tudi oni, fanti, ki so skrbeli za to, so bili full navdušeni in mislim, da so še nek sir tam tal ali pa ne vem kaj. Full so bili tako fajn. Art sam po sebi je bil pa tudi tako res hudo. Z full recikliranega materiala pa full dobro, pa res stvari, ki so dejansko hudo izgledale. Tako da v bistvu oni se tudi soočajo z vsem tem trešem in kaj z tega treša narediti, kam ne vem, te gumbe oni dobijo, pa nimajo kaj z njimi, ker jih pač. Ja. In so bili ful veseli, zato ker ideja tudi tega arta je, da te smeti razneseš naokoli nazaj, ne. Pol Kosovo, ki je bil odličen paviljon, skulpture in instalacija, ki se nanaša na delavke v tovarnah v Kosovu po kosovski vojni. Ful fajn narejeno, tudi tako se trese pol tam gor in je tako kar impresivno. To je bilo kar nice. Makao je bil tudi v bistvu dosti zanimiv paviljon, ki je v bistvu bil osnovan po Invisible Cities od Italo Calvinota in je imel še en tak mini easter egg, da v eni sobi so bile vse te stvari postavljene, vse te fantastične kreature z dolgimi nogami in vse to pač, kakor je iz Invisible Cities. Potem si šel pa v drugo sobo, pa so je bilo full ekranov in v bistvu so po celem tem instalaciji bile postavljene kamerce, ki so potem za mikom prikazovali slike v drugem prostoru in potem si se tako lahko gor videl in je bilo tako full tak moment, ki je bil tako, lej. In mislim, takrat sem bil tam, se gledamo, pa so bili še ni drugi in so bili tudi full navdušeni in pol smo vsi skakali nazaj tja pred kamere, da se pol lahko gremo gledati. V bistvu zanimiv moment interakcije, pa v bistvu te dejansko pritegne, da ostaneš malo dlje in si malo boljše pogledaš delo. Tako je bilo cute. In zadnja stvar, ki se mi zdi tak redemption arc za Korejo, je to, da so imeli letos tudi v temu, to je bilo od Palazzo di Malta, torej v malteškem ne paviljonu, ampak palači, so imeli razstavo. Najprej se začne razstava z nekim takim historičnim delom, kako je sploh nastajal korejski paviljon, ki zdaj ima 30 let, zato je sploh bilo to tam postavljeno kot collateral event. In pol imaš v bistvu vse prejšnje, ne vse, ampak večino prejšnjih teh korejskih razstavljalcev prejšnjih let. Tako da si v bistvu lahko videl en tak prerez korejskega paviljona čez leta in je bilo full nice. Dobro predstavljen je tisti historičen del, zelo zanimivo je, kako se je njihov paviljon sploh razvijal, kako je nastal, kako so se stvari dodajale in kako je ratal do oblike, ko je danes, ko da imaš ta moment tega, ki pač to ponavadi ni na Bienalu, pa tudi to, da lahko vidiš stvari iz prejšnjih Bienalov in neko selekcijo nekih kar zanimivih del. Spomnim se enih takih miniaturnih steklenih skulptur, ki si dejansko imel lupo zraven, zato da si jih lahko sploh videl, ki so le pač, ne vem, mogoče 1,5 centi visoke vsega skupaj ali pa 1 centi, ampak ful detaljno. A tisti je bilo od predlani? Ne, ni bilo od predlani, mislim, da ni bilo čisto vse, ampak meni je bil to glede na to, da sem bil ful razočaran nad letošnjim korejskim paviljonom, je bilo pač ta 30-letnica ful fajn videti in da so se dejansko potrudili vsaj tam. Tako da
Jaz definitivno Zimbabve in Korejo, Zimbabve in Kosovo predlagam, da se pač vzameš cajt, če greš tam, da greš še to pogledati, ker sta sicer drugje. Kosovo je na poti do Džardinov, Zimbabve je pa kar nekje, se mi zdi. Makao je bil tudi tak moment, ki je bil cute in ta korejski, jaz bi skipnul korejskega in šel raje gledati tistega, ki je 30-letnica, ker pač korejski je res malo sad. Kaj pa anonimni homoseksualci? Ja, to je tudi res. To sem ti še pošiljal Za konec. SMS-e, ne? V živo, ko sem jih srečal. Ja, 2 deli sta, a so si zapisala tukaj čigava sa? Samo da je Anonymous Fagot pa Anonymous Homosexuals. Dim same šira. Ja. 2 slikarski deli, v bistvu samo 2 napisa, enkrat moder napis na beli podlagi, drugič bel napis na modri podlagi, enkrat je Anonymous Fagots, enkrat je Anonymous Homosexuals in oba dva, eden je v Arsenalu, eden je v Džardinih in delujete tako kot neka easter egga, da si tako nekaj najde. Nice. Pa ta prvega, ki sem videl, je bil, mislim, da ta Homosexuals, sem mislil, zanimivo, cute, zelo straightforward delo, nič posebnega, ampak postavljeno na svoj plac, tako malo na stran in je tako, so cute. Pa priješ v Arsenale in vidiš milijon stvari in imaš polno glavo vsega in vidiš tega Anonymous Fagots in si tako, ja, to je tam bilo. In je tak moment nekega. Ta je bil tudi najbolj Instagram storable. Ja, ampak v bistvu je zanimivo, da je tako simple delo, nič posebnega, pa ti ostane v spominu samo zaradi tega, ker je tako majhna intervencija. Se bolj intervencija deluje kot delo samo. Ok, to je to. Še kaj? Čau. Hvala. Hvala vam, drago občinstvo, za vašo pozornost. Kjer paviljon pa je vam bil najslabši? Ostale epizode najdete na vseh glavnih kanalih, kot so YouTube, Spotify, Apple Podcast itd. itd. Novo prispele epizode deliva tudi na Facebook in Instagram. Glasbeno podlago za intro in outro sta pripravili Ema Kobal in Urška Bajec-Košmrl. Napište nama kakšen kul komentar, polajkite epizodo, donirajte kofe. Pejte v Jed Bienale, do 24. oktobra imate še čas, nekaj je še. Čau. Čau.